verjetno pa je vsak izmed nas imel v svojem otroštvu kakšno lutko, ki ga je spremljala na vsakem koraku. In čeprav se takrat nismo zavedali, je bila vendarle tale lutka zelo pomembna. Lutke namreč še danes uporabljajo kot terapevtske in didaktične pripomočke in enega takšnih projektov je izvedlo tudi kulturno-umetniško društvo Moment. Več o tem z mojimi gosti. Dobro jutro vsem trem. Dobro jutro. Za sam začetek, Zoran, za kakšen projekt sploh je šlo? Gre za uvajanje lutkovne umetnosti v terapevtsko-rehabilitacijske, pa tudi seveda didaktične namene, kar je v bistvu bolj nekako razširjeno kot pa tisto prej, kaj sem omenil. Ta stvar ni novost, pa vendarle se pri nas malo uporablja. Ja, ni novost, res je. Ja, ni pa toliko poznana zadeva in ni toliko uporabljena v praksi, sploh pri delu z odraslimi. Kakšen je bil namen samega projekta? Ravno to, približevanje strokovnim delavcem. Tale projekt je bil namenjen primarno strokovnim delavcem, ki že delajo z ranljivimi skupinami. Nekako je bila zadeva usmerjena v invalide, sprvotno, potem se pa zadeva kar razširila tudi na starostnike, na socialno ogrožene otroke, na bolne. In se je izkazalo kot nekaj, kar je zelo uporabno in koristno, kar je kot povratno informacijo pri teh strokovnih delavcih smo ugotovili, da to praktično delo, sploh z lutko in širše tudi z gledališčem, manjka. Tudi na uradnih, formalnih izobraževalnih programih to sicer je, ampak praktično pa je tega zelo malo in primanjkuje in se je izkazalo kot nekaj, kar je zelo, zelo dobrodošlo. Špela in Katja, vi ste bili tudi udeleženki samega tega strokovnega dela, lahko rečemo usposabljanja. Kakšna je izkušnja nekega takega usposabljanja, konec koncev sta to znanje že prenesli tudi naprej? Ja, v bistvu izkušnja je zelo pozitivna. Prejeli smo v bistvu ogromno koristnega znanja, ki ga lahko s pridom vnesemo v najino delovno okolje. V bistvu dejansko seznanili smo se tako z osnovnimi materiali, kako sploh izdelati lutko, kako oblikovati iz vseh različnih materialov, potem dejansko kako sestaviti sploh neko zgodbo, kako sestaviti dialog, kako pripraviti sceno, kako animirati lutko, kako upravljati z lutko in dejansko tudi kako vse skupaj to prenesti v samo terapijo. Kaj se delate v domu starejših Idila, kako starostniki sprejemajo lutke? Za otroke vemo, da so navdušeni, kaj pa starostniki? Ja, ravno to je mene presenetilo. Lutka kot didaktični pripomoček sem si nekako predstavljala z otroki. Z starostniki pa wow, mislim, noro, ko smo dali lutke v roke, kot otroci, ne vem, sprejeli so lutko, res super je bilo. Namen tudi lutke kot terapevtski pripomoček. Na kakšen način je lutka terapevtski pripomoček? Ja, na kakšen način? To je ena zadeva, ki je zelo široka, zelo širok spekter razumevanja ima. Kako zadevo približati nekemu terapevtskemu delu, to je v bistvu nekaj, kar nismo učili. To je nekaj, kar ti delavci, strokovni delavci, psihologi, terapevti, tudi medicinski delavci že znajo. Pri nas je bilo predvsem to zanimivo, kako delo z lutko približati v njihovem vsakodnevnem delu z temi ranljivimi skupinami. Pa se Špela ljudje bolj odprejo, tudi odrasli z njimi delata lutki? Ja, absolutno. V bistvu tudi, ko smo prvič dali našim stanovalcem lutke v roke, je bil odziv neverjeten. Tudi recimo stanovalci, ki se predhodno niso družili, se pogovarjali, so v bistvu, ko so imeli lutko v roki, vzpostavili neverjetno komunikacijo in neverjeten kontakt. V bistvu, kar je prihajalo iz njih, je bilo zelo zanimivo in zelo tako pozitivno. Katja, uvodoma sem dejal, da je vsak izmed nas imel v mladih letih, ne vem, medvedka, neko lutko, s katero se je tudi pogovarjal. Je tudi pri starostnikih lutka družabnik potem? Ja, v bistvu, ker tudi mi dve Špelo opažava, da, ne vem, še po tej, kaj smo naredili, v bistvu igro z našimi stanovalci, so še kar z lutko hodili po domu, ne vem, lutka pa je zdaj žalostna, ker zdaj pa nimamo vaj in tako da, ja, v bistvu sodelujejo z lutko. Kakšna je potem dodana vrednost neke take terapije? V bistvu je terapija, za katero
po eni strani starostnik morda ali pa ne vem, nekdo, ki je invaliden, ima takšne ali drugačne težave, niti ne ve, da se mu dogaja terapija, če prav sklepam? Ja, to je bistvo ena. Jaz bi rekla tako, da lutka je po eni strani lahko nekako organizirano preživljanje prostega časa nekomu predstavlja, dejansko pa skozi lutko tudi pri osebi lahko spodbudimo verbalno, neverbalno komunikacijo. Bistvo blaži se tisti občutek strahu, osebe pač pridobivajo na neki samopodobi. Dejansko se recimo iz terapevtskega vidika tudi izboljšujejo motorične funkcije, prijem, potem recimo poudarek je tudi na izboljšavi spomina, pozornosti, koncentracije, tako ogromno v bistvu nekih pozitivnih učinkov lahko pridobimo skozi neko igro in se pravi samo pripravo nekega scenarija. Prej je sicer Špela že omenila, da so se ljudje, ki so prej veljali za nekoliko bolj zadržane, zaprte, skozi lutko odpirali. Je bilo to veliko presenečenje, Katja? Ja, zelo. So se preveč morda odprli tudi? Ste bil kakšen jok vmes? To ni bilo, ampak dejansko res med seboj so se pogovarjali ljudje, ko prej se verjetno sploh niso vedeli drug za drugega v domu, ne. Zdaj se pa družijo še kar naprej in naprej, ne. Zoran, sam izobraževalni del projekta je zaključen, seveda se vse skupaj nadaljuje preko vseh, ki so bili strokovni udeleženci. Kakšno je bilo zanimanje med strokovnim kadrom za udeležbo na projektu? Glede zanimanja smo lahko samo zadovoljni, no. Pokazalo se je, da je to nekaj dejansko, kar manjka. To, kot sem že povedal, praktičnega dela, kot kaže, na tak način ni veliko in to je nekaj, kar je ne samo dobrodošlo, ampak skoraj nuja. In je bil odziv precej velik, tako da glede tega nismo imeli nikakršnega problema. In v bistvu udeleženci samo čakajo naslednje izobraževanje in zadeva se je toliko razširilo, da je povpraševanje v bistvu dvakrat večje kot na začetku. Sam projekt sicer se je že zaključil, omenil si nadaljevanje, verjetno je vse skupaj odvisno od evropskih sredstev, glede na to, da je bil sam projekt tudi večinoma evropsko financiran. Tako, nekaj smo se poigravali tudi, da bi mogoče poskusili vzpostaviti zaradi zanimanja kakšno komercialno zadevo, ampak se je izkazalo, da finančno organizacije, ki bi jih to zanimalo, niso sposobne financirati, tako da zadeva je odvisna predvsem in samo od uspešnosti pridobivanja sredstev. Sicer pa v KUD-u Moment nasplošno veliko delate z lutkami. Je ta odziv na lutke opaziti tudi pri starejših gledalcih? Vemo, kako se otroci odzivajo na njih na samih predstavah. Pri odraslih smo včasih malo skeptični, pa vendarle. Ja, v tem delu Evrope lutke veljajo za nek medij, ki je namenjen otrokom. Ampak to je dejansko res v tem delu Evrope, ne. Če se pomaknemo malo ven sploh proti Aziji, je v bistvu to umetnost, ki je v enaki meri namenjena tudi odraslim. Vse to spreminja, ne. Mi nekako poskušamo tudi to v Mariboru spreminjati, pa tudi širše v Sloveniji. Pa nismo edini, daleč od tega. In se zadeve spreminjajo. Tudi zdaj, na primer, v poletnem lutkovnem pristanu, zadnje 2 dneva so bile predvsem namenjene odrasli publiki in moram reči, da je odziv bil presenetljiv. Uspešno delo še naprej, tudi pri terapiji z lutkami in seveda na mnoga nadaljna izobraževanja. Ta nikoli ne škodijo. Hvala lepa in uspešno.